Čevo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo delali true crime video. In ta video je v bistvu collab z Alenko. Njen kanal bo linka od spodaj, jaz delam prvi del oziroma drugi del, ona pa vsaka dela glavnem en del. Teda, ko pogledate ta video, kliknite link v opisu, pa greste gledati še od Alenke video in se naročite. Torej, danes bomo govorile o serijskih morilkah, najbolj groznih ženskah na svetu, v zgodovini, kakorkoli. Najbolj grozne ženske, ki so kadarkoli obstajale, serijske morilke, ja. Tako da, gremo v video. Jaz bom predstavila 3, pa ona bo predstavila 3. Aja, quick side note. Komaj čakam, da se selim, da bom imela novi background, ker ta background can't even deal. Prvo bomo govorili o Ilse Koch. Rodila se je 22. septembra leta 1906. Njeno rojstno ime je bilo Margaret Ilse Kocher. Rodila pa se je v Nemčiji. Danes je znana po večjih nicknamih, torej Bitch of Buchenwald, I don't know, ne vem kako se izgovori, glavno vse vsodno bo napisano. Potem je Witch of Buchenwald, The Concentration Camps Killer, The Red Witch of Buchenwald, The Butcher's Widow in pa The Bitch of bla bla bla. Torej, to so njeni nicknami, ki jih je dobila zaradi svojih groznih dejanj. Ko je bila mala, so v šoli dansko opisali kot prijazno in pa spoštljivo punco in pa srečno. Poročena je bila z Karlom Otto Kochom, pa je bil komendant, poveljnik, ne vem kako se reče temu, pač glavn na 2 koncentracijskih kampih. Okoli leta 1930 oziroma 32 se je v bistvu Ilse Koch pridružila movementu nacijev. Leta 1936 pa je začela delati kot paznica in pa pomočnica oziroma tajnica v enem izmed koncentracijskih kampov, ki pa se je nahajal blizu Berlina. Leta 1937 pa je šla v ta Buchenwald, kjer je delal njen mož. Tja se je premestila, ko je on postal pač poveljnik, komendant, kakorkoli, ko je postal glavn tam. Bila je obtožena oziroma širile so se govorice o večjih stvareh in sicer naj bi zapeljevala paznike, pač se slačila pred njimi in take stvari in potem, ko so oni njo pogledali, jih je začela kaznovati oziroma tepst. Naj bi tudi jih imela njih par pri sebi doma in z njimi, pač naj bi bili njeni ljubimci. Potem naj bi bila navdušena, ko so otroke poslali v plinske celice. V času tega koncentracijskega kampa, torej ko je delala v teh koncentracijskih kampih, je ona pokradla denar in pa vse stvari, ki so imele kakršnokoli vrednost, jih prodala in si zgradila cel nek stadion, kjer je ona jahala svoje konje. V glavnem, znana je bila potem, da je kradla denar zaprtem taborišču, jih v bistvu ukradla. Njeno najbolj grozno dejanje, ki pa nikoli ni bilo čisto 100% potrjeno, ampak pač je, veste kaj mislim, pač ni bilo dovolj dokazov, niso našli te stvari, glavnem. Zakaj je v bistvu ona tista najbolj grozna? Njen hobi je bil izdelava luči iz človeške kože. Sicer je trdila, da naj bi bilo to z ovčje kože. Teh luči, ki jih je ona prodajala, niso nikoli našli, ampak pravijo, da naj bi še mogoče zdaj imeli kateri starejši ljudje doma, ki so bili živi v času druge svetovne vojne, ali pa so pač potem to podedovali po svojih starših in mogoče eni še vedno imajo te svetilke, oziroma svetilke, luči, namizne luči, ki so narejene iz človeške kože. Slike bo nekje tukaj. Glavnem, ful creepy. V bistvu pa je ona izbrala tiste, ki so imeli neke take posebne tatuje in izbrala njihovo kožo. Torej, če si imela lepo tatu, ste izbrala in potem si nastal luč. Imela pa ima tudi kolekcijo kanibalističnih trofej, ki so bili v bistvu človeški organi, take stvari. Bila pa je v bistvu zaprta zaradi kršitve zakonov, ne zato, kaj je dejansko naredila, ampak pač, ja. Zaprli so 19. avgusta leta 1947 in pa v tem zaporu je ona v bistvu naredila samomor. Imela je 2 otroka, ki sta šla v posvojitev.
na koncu je eno ugotovila njen sin in je hodil nekako k njej, kakorkoli, v glavnem ona je naredila samomor. Ok, to je pa Isekov, zdaj pa gremo na Myra Hindley, ki je angleška serijska morilka s partnerjem Ianom Bradyjem. Tako da, v bistvu to sta dva človeka, ampak ona je ena izmed najbolj groznih žensk v zgodovini. Mislim, da je celo najbolj zasovražena ženska v Angliji. Teda ja, posilila in ubila je 5 otrok in obtožena je bila doživljenjsko. In je leta 2020 umrla, teda več ne živi. Leta 1961 je spoznala tega Iana Bradyja, ki pa je bil na sveže iz zapora, torej glih je prišel iz zapora. In tako je ona padla pod njegov vpliv oziroma njegov nadzor. Ne vem točno, kako je do tega prišlo, ampak gremo kar na point. Ian, torej njen fant, je skoval načrte za posilstvo in umor, oziroma za popoln umor, torej da jih noben ne bo našel. Kar dejansko ubila sta ogromno otrok, oziroma bom povedala koliko otrok, in ju niso našli, dokler ni bila priča poleg. Pač noben ni videl, sta ona dva, tako da dejansko je bilo to dobro skrito. Prva žrtev je bila Pauline Reed, ki je bila Myrina soseda, ki je izginila na poti na ples. 12.7. leta 1963 je Ian Myri rekel, da hoče narediti ta perfekten umor, ki bom zdaj pobrala pač, kaj je rekel. He told her to drive her van around the local area while he followed behind on his motorcycle. When he spotted a likely victim, he would flash his headlight and Hindley would has to stop and offer that person a lift. Torej, v bistvu, on je rekel, da se bo vozil v tem vanu oziroma kombiju in ko bo on opazil neko žrtev, ki bi jo lahko vzela, bo z lučmi pač požmigal in potem bo ona mogla se ustaviti s kombijom in bo ta to osebo ugrabila. Prva žrtev, kot sem rekla, Pauline, sicer ni bila prva žrtev, oziroma ne bi smela biti prva žrtev. V bistvu, ko sta se ona dva prvič vozila, je Ian zbral eno drugo punco po imenu Mary Rock, ampak ker jo je Myra prepoznala kot sosedo njene mame, pač se je odločila, da ne bo ugrabila. Torej, vozila so se po cesti in Ian je potem opazil to Pauline in jo je Myra prepoznala. In je vedela, pač, ker jo pozna, da bo ta punca šla z njima v kombi in sicer ostala se in ji ponudila prevoz. In je bila, da pač Pauline šla, zaradi tega, ker je prepoznala jo kot sestro njene ful dobre prijateljice, kar se mi zdi, da bi vsak šel v avto nekaj takega, ker je ful grozno. In potem, ko so se peljali, je bila njena taktika, da sta vedno rekla, da če jim lahko nekaj z nečim pomaga. Torej, Myra je rekla, da je izgubila neko ful ali Ian je rekel, da je izgubil ful drago rokavico in če bi ona lahko pomagala iskati. In pač, ker je rekla, se ji ne mudi in ker ji tako poznala, je pač bila valjda, bom pomagala. Pauline je v tistem času bila stara 16 let, ko so prišli do barja oziroma nekega mokrišča, ko sta Myra in Pauline prišla do tistega mokrišča, je za njima prišel tudi Brady, torej on ni bil z njima v avto, ko sem prej moče rekla, da je bil. In ga je pač Myra predstavila kot njenega fanta in da bo tudi on pomagal iskati to rokavico. Tako je bilo, da je Myra dansko čakala v avto oziroma v kombiju, medtem ko je Brady oziroma Ian šel beg za okoli pol ure in potem prišel nazaj. Ko je prišel nazaj, je zraven vzel Myro in je v bistvu Myra mogla gledati Pauline, kako umira tam. Njen vrat je bil dvakrat prerezan z nožom in potem sta dve zgodbi. Torej, Myra pravi, da ko je prišla tja, da je videla, da je pač Pauline imela odprte oblačila in je s tem predvidevala, da je on posilo, torej Brady. Njegova zgodba pa trdi, da ona ni bila tam sam, da bi opazovala, da bi sam pač potem pazila na njo, ko umira, ampak da dansko bila zdrave in pomagala in tudi sodelovala pri tem posilstvu oziroma spolnem nadlegovanju. Ko sta bila tam konec, ko sta pokopala truplo od Pauline, sta se peljala nazaj v mesto in sta videla od Pauline mamo in njenega brata, kako iščeta v bistvu Pauline. Gre ful žalostno. Druga žrtev je bil 12-letni John Kilbreed. 23.11. leta 1963 sta v trgovini pristopila torej do 12-letnega Johna
in mu ponudila prevoz domov, zaradi tega, ker je kao že pozno in da starši ne bo v skrbeh, da bo tako ona peljala. Na tak v bistvu so bili vsi umori na isti način. On je šel stran, naredil svojo stvar, prišel nazaj in sta potem pokopala. Spolno ga je zlorabil in pa dvakrat mu je poskušal spet prerezati vrat, ampak ker mu ni uspelo ga ubiti s tem, ga je zadušil. 6.6. leta 1964, 4 dni po njegovem rojstnem dnevu, je izginil Keith Bennett. Spet ga je Myra zvabila v svoj pick-up truck in potem ga odpeljala. Potem se je vse končalo na isti način, ko so se končala prva dva umora. Potem 26. decembra leta 1964 je bila četrta žrtev, 10-letna Leslie Ann Downey. V bistvu, kot sem rekla, vsi umori so na isti način, ampak nočem v vse iti preveč podrobno, ker ta video bi mogel biti kratek, pa ful ni, tako da ja, zdaj pa gremo na zadnji umor, zaradi katerega je dansko sta bila ona dva vlovljena. Torej, 6. oktobra leta 1965 pa je bil napad na 17-letnega Edward Evansa. Zakaj je bil to njun zadnji umor? Je bil zaradi tega, ker sta imela pričo, in sicer David Smith, ki je bil mož njene mlajše sestre. Tudi ta David Smith je bil malo čuden, zaradi tega, ker njena družina ni njega odobravala, ker je tudi on bil v zaporu in celo zaradi nekaj takih malo čudnih stvari, malo bolj čudnih, ko da nekaj vkradeš, no pač da je nekoga napadlo, tudi zlorabo se mi zdi, da. Tega Edwarda so tudi videli na ulici, sta ga Ian in Myra pobrala in on je v bistvu Myra predstavil kot njegovo sestro, šla sta nazaj domov, kjer je bil Smith in so skupaj odprli neko vino in so ga pili. Smith je zapustil sobo in sam čul, kak nekdo nekaj kriči, oziroma njegova sister-in-law, oziroma Myra je klicala za pomoč in je potem Smith prišel in videl, da je Edward na podu zaboden, oziroma da ga je Ian tepel z sekiro, da ga je tudi z elektrošokom stresel in pa potem mu je Smith v bistvu pomagal odnesti truplo v sobo, zaradi tega, ker Ian si je pri tem zvil gležen in pač ni mogel nesti, in ker niso mogli nesti v gozd, da bi to truplo zakopali, so ga pustili tam. In je Ian rekel temu Davidu, da mora naslednji dan priti mu pomagati se znebiti tega trupla, ker pač, ja. In potem Davida naslednji dan ni bilo, ker se je doma pogovarjal s svojo ženo, torej Maureen, in mu je pač ona rekla, da mora poklicati policijo in sta ona povedala. Torej, kamera mi neha snimat, ker se je spraznila, če zdaj kaj drugače izgleda, je to zato, ker sem samo na drugačni poziciji. Myra je bila obsojena na doživljenjsko, oziroma ne, prvo je bila obsojena na smrt, ampak so to skinili in so rekli ne in je dobila doživljenjsko, teda kot sem rekla, je ta 2002 umrla v zaporu. Zdaj pa gremo na tretjo žensko in sicer, ful čudno, ne vem, ime je Dagmar Overby, ja, ima pa pač več imen, torej v bistvu je ime Dagmar Joanne Emile Overby in jaz bom jo klicala Joanne, ker mi je Dagmar tako čudno. In sicer to je danska serijska morilka in je ena izmed redkih, oziroma že nasplošno ne tokrat čuješ o ženskih serijskih morilkah, ker pač, ne vem, realno je več moških. Ubila je med 9 in 25 otrok. Ubijala je v času med letom 1913 in pa 1920, torej v obdobju 7 let. Sprva je bila obtožena smrt kot ona prejšnja, ampak so potem to spremenili in so rekli, da je zaprta doživljenjsko. Joanne je bila professional child caretaker, oziroma pač skrbela za otroke, predvsem za dojenčke. V bistvu je imela kot neko sirotišnico, ker je dala otroke kao naprej posvojiti. Seveda, ti otroci nikoli niso bili posvojeni, ker jih je ona prej ubila. Glavnem, ali jih je potopila, ali jih je zažgala, ali pa zadušila. Zažgala je v neki masonry heater, ki sploh ne vem, kak se temu reče v slovenščini, pa sem googlala, nisem našla, tukaj bo slika, v glavnem v neki pečki, kakorkoli. Ona je bila v bistvu obsojena, oziroma obtožena 9 umorov, zaradi tega, ker za druge niso imeli dovolj dokazov, kljub temu, da je priznala na, mislim, da na več umorov, kot pa je bila na koncu obtožena, zaradi tega, ker pač niso imeli dovolj dokazov in niso mogli obsoditi tega. Umrla je v zaporu 6. maja 1929, ko je bila stara 46 let. Kako so oni njo najdli, torej kako so ugotovili, da ona ubija otroke?
Ena ženska je bila po imenu Caroline Augustin, ne vem, Caroline je imela malega otroka, ki ga dala Joanne v posvojitev in ko ga dala, se je potem čez nekaj dni premislila in pač rekla, da bi imela otroka nazaj in valjda ga Joanne več ni imela, ker je tega otroka ubila. Pač je rekla, da je pozabila komu je dala, oziroma da je pozabila naslov in pa vse kontakte od tiste osebe. Zato je Caroline potem ni verjela, ker je bila tako, halo, ne veš, komu si dala mojega dojenčka, in je kontaktirala policijo in so oni prišli na dom, preiskali se, našli so obleke od dojenčka, potem pa so tudi našli ostanke lobanje in pa kosti, teda so pač vedeli, da je ubila. Našli pa so ostanke v pečici, ja. Aha, Joanne je potem bila zaradi tega aretirana in ko sem rekla, je priznala na več umorov, zdaj sem najdla številko in sicer priznala je na 16 umorov, kljub temu, da je bila potem obtožena le 9 umorov. To je to za današnji video, če vam je bil všeč, ga lajkajte, naročite se, lahko komentirate video, kjer video bi radi videli. Ne pozabite pogledati Alenkin video, bo spodaj linkan. Imam pa še eno žensko, ki je ime Belle Guinness, ki v ta video ni prišla, ampak bom naredila posebej video za njo, ker, moj bog, ta ženska. Teda, ta video pride potem kmalu, pač res je ful zanimiv, tako da upam, da boste gledali. Se vidimo v naslednjem videu, upam, da je svetloba vrejo, trenutno se obadam s to lučko in hočem, da je čim boljša svetloba, ampak še ne znam tako ful vrej. Teda, to je to. Dija!